ljubljam, le to nam ostane. Daj, da te začutim še zadnjič, edina, preden naj svet razpade. Le še ena noč, polna je strasti, ob tebi spet zmrazi me, ne vem, kaj bolj boli. Živijo, Žan? Zdravo Teja, zdravo Ivan, zdravo vsi, ki to zdaj gledate za odkrito.si. Povabi so nas kar k sebi domov, Ja. glede na to, da je to pač večstanovanjska enota. Kaj pravijo sosedje na to, kadar ti ustvarjaš? Ja, najprej dobrodošli torej, pri meni doma, tukaj zdaj živim malo več kot 3 mesece. Iz Lenarta se preselil v veliko mesto, v Ljubljano. Sosedje na srečo smo v zelo dobrih odnosih, namreč soseda pod mano je na nek način fenica in skozi, ko jaz nabijam ali pa nove muzike predvajam, dobim kako sporočilo, fajn se to sliši. Tako da super odnosi zaenkrat z sosedi in sosedami. Zdaj, kmalu bomo slišali tudi tvoj novi singel, Zadnja noč. Ja. Lahko kaj več nam poveš o njemu? Lahko vam povem vse, ampak njemu toliko časa po moje. V bistvu, kaj bi zaenkrat povedal o tem komadu, je to, da je na nek način en reinvention mene, eno ponovno rojstvo Žana Serčiča v smislu, predvsem nekem žanrskem smislu ali pa v smislu sounda, produkcije. Kar se pa tiče songwritinga, še vedno sem, bi rekel za sebe, en kantautor, iskren fant. Mogoče se še tukaj bolj sliši, to niso moje besede sicer, ampak je to recimo Krešimir Tomec, ki mi je pomagal tako mac producirati, rekel, da tu se pa sliši, da si še par filtrov dal dol. Se pravi, mislim, da je to stvar nekega napredka ali pa odraščanja tudi kot osebe, mene nasplošno, da sem lahko skozi pesem še bolj izrazil neka čustva, skozi katera sem šel. Zdaj, pesem je navdihnil tvoj razhod z bivšo, zdaj že bivšo punco. Bi rekel, da te mogoče te stvari, se pravi slabe, bolj mogoče umetniško navdahnejo od teh lepih? Pa ja, mislim, glih smo se pogovarjali prej, ko se je že kamera prižgala, ugotovil sem, da imamo umetniki, tudi ko se pogovarjamo malo med sabo, eno to tendenco, smo nagnjeni k enem samodestruktivnem obnašanju, zato da se počutimo žive. In ja, ko je vse v redu, me v bistvu zagrabi panika včasih, o čem naj pišem, kaj so neke stvari, s katerimi bi se lahko ljudje poistovetili, skozi katere grejo oni. In ja, vedno v življenju, ko me je nekaj, bom rekel, pretreslo ali pa res dalo na dno, iz teh momentov sem lahko najbolj črpal inspiracijo za komade in najbolj brez filtra o njih govoril. Tako da definitivno je Zadnja noč en produkt tega in pa tudi vsi ostali komadi, ki prihajajo. Prav vse, kar da Žan ven, tako zase kot za druge, namreč ustvarjaš tudi za druge umetnike, je Žan, je od Žana, iz Žana. Ja, ko ustvarjam za druge, oziroma predvsem, ko pišem za druge, se nekako probam popolnoma poistovetiti z njimi in s tem, kaj prestajajo oni. Zdaj, ali so, bom rekel, na dnu, tako sem jaz se prej postavil, ali so pa tudi happy, veseli, se jaz lahko s tem poistovetim in vlečem iz njih. Se pravi, jaz se tu v tem primeru popolnoma odmaknem od tega, kaj bi jaz, kdo sem jaz, kako se počutim jaz, ampak poslušam njih in njihove želje in njihove stvari, ki jih imajo za pokazati kot v bistvu artisti sami. Zato bi jaz rekel, da je ta to moje znanje pisanja besedil kot en kanal za že napisana besedila, ki jih imajo oni v sebi, pa samo nimajo tega, bom rekel, te sposobnosti to napisati in jim jaz pomagam. Zdaj, letos se na EMI si se in se še boš predstavil s kar 3 stvarmi, koliko te pa mogoče pol potre kadar nekaj, kar veš, da si ti dal vse notri in seveda tudi potem izvajalec, ne doseže tistega, na kar se cilja, ker je pa jasno, seveda, zmaga. Ja, v bistvu me niti malo ne potre, sem letos ugotovil, zato ker če jaz vem, da sem jaz dal vse od sebe in če vem, da moj artist dal vse od sebe, potem je to dovolj. Potem je enostavno, ni od nas odvisno,
kako visoko se bo skladba uvrstila. Ne? Dosti eni dejavnikov je komisija, so ljudje, so pač glasovi in so tudi seveda drugi izvajalci, ki so dali mogoče še več ali pa so pač bili na pravem mestu v pravem trenutku. In zato bom rekel, da in Deliri, in Stella Sofia, in Anabel so artistke, za katere sem produciral za letošnjo EMO. Od tega je Stella v finalu, Anabel je še ima ta predizbor v soboto in pa Deliri so pa v bistvu izpadle v tem prvem krogu, ampak Deliri je ena zgodba, ki mislim, da bo še kar nekaj časa trajala. No. Zdaj smo že naredili skupaj 2 komada in oba sta imela super odziv. No. Tako da je tudi nekaj novega, ne harfa, vokal in v tej pop produkciji. Ja. Verjetno tudi zate je izziv, ne, da pač ni ves čas, rekla v narekovajih eno in isto. Vseeno si se kdaj moraš strašil sam pri sebi, kadar si se zaslišal, pa si rekel, to mi bo znano. Si pol gotovo, da je mogoče nekaj zelo podobnega si že kdaj prej naredil, ali pa da se boš mogoče zaradi tega začel ponavljati, no, si imel kdaj ta strah? Mogoče bolj strah, da bi ponavljal za kom drugim. To je nek večni strah nas, umetnikov, artistov, ki delamo svoje komade. Ne? Jaz recimo, ko napišem nek stavek ali pa neko besedno zvezo, ki se mi zdi močna, grem takoj v Google pa napišem not to besedno zvezo, če je že slučajno jo, ne vem, Dan D napisal ali pa Jan ali pa bilo kdo drug. Ne? In je to dejansko neka stvar, ki sem jo slišal enkrat, pa se mi je zdaj porodila. In sem vesel, ko ni to, ampak ja, se mi je pa že zgodilo mogoče to, da sem, ne v smislu, da bi se začel ponavljati, ampak neki moji soundi, ki so toliko ustaljeni, da potem v teku same produkcije ugotovim, kaj bi mogoče še bolj sedlo za samega izvajalca. In potem to zamenjam. Se pravi, v osnovi jaz vedno posnamem demo na kitaro in nek bobn in okvirni klavir in potem pevec prije in to odpoje in potem se lahko šele dalje pogovarjamo, v katero smer bi to šlo. Ne? A je to popolnoma trimmed komad samo s kitaro ali je to za orkester? Ne, to pa je nekaj, kar moraš kot producent mogoče bolj zaznati od samega glasbenika, ne? In predvsem to, kaj pesem rabi. Morda, a veš, ravno to, kar si rekel, da preverjaš te besedne zveze, se morda zaradi tega zavestno pač nočeš poslušati določenih izvajalcev, ravno zaradi tega, da ti ne bi preveč tako podzavestno ušla kakšna besedna zveza oziroma... Ne bi rekel, da, zato ker imam toliko rad slovensko muziko, da zelo poslušam od teh starih do novih modernih komadov, tudi rad raziskujem novo sceno in bom rekel, da je samo to inspiracija za mene, ne? Ampak ja, tanka je meja med tem, da mogoče potem včasih pa ne veš, a je to nekaj, kar je prišlo iz tebe, ali je pa to neka stvar, ki si jo slišal in zdaj v neki predelani verziji prihaja čez neko tvojo sito, ne? Tako da. Ja, ampak to mislim, da imamo to načeloma vsi glasbeniki to podobno situacijo. Mislim, sem že slišal recimo Stinga, da je govoril o tej isti stvari in je velik avtor in velik izvajalec sam. Zdaj tudi ti se družiš z enim od zelo velikih izvajalcev, če govorimo o Sloveniji, z Janom Plestenjakom, si tudi zdaj del njegove ekipe. Kaj te je Ponkaj naučil? Od Jana sem se predvsem jaz naučil dosti sam, že v tem smislu, da sem stal z njim na odru. On konkretno mi je dal kup enih življenjskih nasvetov in pa nasvetov za mojo glasbeno kariero. Glede na to, da je on sam šel skozi eno zelo, bom rekel, zahtevno pot, vsaj od njegovih začetkov, ne, ki jih recimo jaz nisem imel take poti. Jaz sem se kar pri 16 pojavil na talentih in bil iz danes na jutri prepoznaven bolj ali manj po celi Sloveniji. On je imel res eno dolgo pot in tudi iz tega sem se naučil, ne, nekaj, da sem lahko jaz zelo hvaležen in vesel za to mojo situacijo. Ampak, kaj pa je mogoče najbolj pomembna stvar, ki sem se od Jana naučil, je to, da moraš biti iskren s sabo, pa skozi svoje tekste, ker to ljudje začutijo. In tudi na odru to znati prezentirati in stati za tem. In to šele začutiš lahko mogoče, ko se zraven njega postaviš na odru. In ko smo mi z ekipo na odru in recimo Anže Langus Petrovič, ki je moj zelo dober prijatelj, stojimo na odru tudi v moji zasedbi skupaj.
ampak tam se zgodi en magični moment, no. Ko Jan zapoje in ko njegove pesmi zazvenijo v celih dvoranah, polnih ljudi, ki znajo te pesmi na pamet, potem veš, da je nekaj prav naredil, no. Za pri Janu sem že videla, da so na oder, ali vsaj poskušali leteti, spodnje hlačke so tudi na tvojega že. Ja, so bile spodnje hlačke, bili so modrčki, bili so medvedki plišasti. Tako da ja, mislim, to je vse super meni. ne bom se branil tega, veš. Ja, so bile te situacije. Je kdaj kakšno dekle ali pa fant prekoračil mejo v smislu, da si imel že neke vrste stokarja, no? Pa ne vem, kaj pomeni prekoračiti mejo v tem smislu, jaz pač to razumem, ne, če nekdo toliko idolizira mogoče neko osebo, da mogoče vsak dan dobim sporočilo od njega, Žan, ti si super, Žan, wow, zdaj pa ni še pa bilo tega, da bi pa mi prišli zvoniti domov ravno. Mogoče neko prekoračenje meje v tem smislu je največje bilo to, da so na oder prileteli. Ne. Se pravi, med samim koncertom, ko sem jaz izvajal moj komad, se je prikradla na oder punca in začela, Žan, wow, kar se je meni zdelo super, pa smo naredili z tega žur, ampak si pa predstavljam, da bi znalo biti naporno, če bi jih mogoče na naslednjem špilu pa prišlo 5. Ne, tako. Zdaj slišali smo in še bomo, velikrat verjetno, tole single Zadnja noč Upam, da. napoveduje kaj več. Napoveduje en EP. V bistvu v takem smislu še nikoli nisem izdal komado. EP pomeni extended play oziroma ena taka polovička albuma. 4 komade sem pripravil, ki so popolnoma v tem džiru, v tem žanru, ta feeling imajo, ki sem ga hotel zajeti. Jaz pravim temu feelingu, da se lahko jočeš in plešeš hkrati. In se pravim, ko sem napisal te komade, nisem bil točno prepričan, kako bi jih zapakiral. So bile neke balade, so bile spet neki komadi, ki izvirajo iz teh občutkov razhoda. Ampak sem si rekel, ne, jaz hočem, da ljudje se počutijo dobro po teh komadih. Se tudi jaz zdaj počutim dobro. Zato sem naredil vse te 4 komade take, da lahko tudi zraven plešejo. Tako da to je mogoče nekaj popolnoma novega iz moje strani. Kaj po zadnjem času so zelo popularne tudi vinilke, tudi o tem, kaj razmišljaš, ne mislim zdaj konkretno ravno za ta album, ampak morda nekoč, oziroma morda niti ne toliko zelo nekoč, ampak da so v bližnji prihodnosti. Ja, smo razmišljali že to z založbo, v bistvu pri prejšnjem albumu in smo tudi dobili nekaj povpraševanj, ampak se zdaj naklada vinilk toliko zakomplicirala, ker so na Poljskem delali te vinilke na naši založbi in se je potem zamaknil ta release za 2 meseca in smo pa rekli, okay, ali gre skupaj z albumom, ko gre ven, brez veze je pa mogoče, da se to izdaja toliko kasneje in potem v taki mali nakladi, mogoče zaenkrat ne. No. Tako da v prihodnosti pa ja, ker mislim, da prihajajo nazaj vinilke. Tudi jaz sam uživam v poslušanju vinilk in v bistvu v Lenartu recimo imam en res star gramofon in ko se midva s fotrom vsedema dol in poslušamo vinilko, je nekaj najboljšega. Zraven kakšna pijača ali kaj podobnega? No? Ja, vedno. Mislim, to zdaj ne pomeni, da to konzumiram v pretiranih merah, ampak s fotrom si pa vedno nalijeva en viski, konjak, rada imamo tudi kako belo vino, potem debatiramo o tem in pa še najrajši, da on vzame svoj bas in jaz mojo kitaro in potem zaigrava kako matno. Kdaj boš pa, vem, da ni od tebe čisto odvisno, no, pač, ampak od ukrepov zaradi korone, ampak kdaj boš pa ga lahko spet, oziroma si želiš, da bi ti ga uspelo spet zaigrati pred občinstvom, že karkoli kaže, oziroma lahko že karkoli napoveš? Ja, v bistvu datum, ki si ga mogoče lahko zacaknete, 20. maj, to je v resnici release tega EP-ja in bomo ga imeli nekje v Ljubljani, lokacijo zaenkrat imamo sicer potrjeno, ampak zaradi ukrepov, tudi tako si sama rekla, je to še vse skupaj malo pod vprašajem. In pa tudi koncert z Janom, ki bi naj bil 12. se je prestavil na 14. maj. Tako da jaz upam, da bo to šlo
vse skozi, nekaj tudi do zdaj je, že v samem decembru mi je odpadlo 9 špilov. No. Jaz sem se res veselil tega in še bolj se veselim predstavljati te nove komade pred občinstvom, ker je odziv na internetu, na socialnih omrežjih res nor in sem vesel za to. Kdo ti bo brisal solze ali sama boš jokala? S kom se igre boš igrala, ko sem jaz zida učil te? S kom ljubezen boš delila, del mene še v njej? S kom ljubezen boš delila? Ker del mene še v njej.